Brexit. Kakšne bi bile posledice? Britanci bodo 23. junija na referendumu odločali, ali si želijo ostati del Evropske unije ali pa si želijo iz skupnosti izstopiti. Pregledali smo, kaj bi morebitni Brexit pomenil za Evropsko unijo in Veliko Britanijo, ter kakšne posledice bi ob tem čutila Slovenija. Velika Britanija je v Evropsko unijo vstopila 1. januarja 1973. Britanci v evropski proračun prispevajo več, kot iz njega dobijo. Lani so v proračun Evropske unije vplačali okoli 16,6 milijarde evrov, počrpali pa približno 5,8 milijarde evrov. Leta 1984 si je Velika Britanija izbojevala korekcijski mehanizem oziroma britanski rabat. Lani je iz tega naslova iz proračuna nazaj dobila 6,2 milijarde evrov. Brez vračila rabata bi Britanija v proračun Evropske unije lani sicer vplačala 22,8 milijarde evrov. Kakšne bi bile kratkoročne posledice Brexita? Predvsem veliko strahu, negotovosti. To pomeni, da po moje bi lahko finančni trgi močno negativno reagirali. Menim, da bi močno upadel funt, tudi evro, okrepil bi se dolar. Spremenila bi se po mojem dinamika v Evropski uniji, pa spremenila bi se še ena zadeva, ki je ključna, to je odnos do Velike Britanije. Bojim se, da bi ta odnos postal na kontinentu še bolj negativen, kot je. Kako bi Brexit vplival na Veliko Britanijo? Vsaj dve lahko negativni posledici omenim. V Londonu je finančni center, to pomeni, da bi se ta verjetno selil. Veliko je gospodarstvenikov, tudi sindikatov, ki ta hip se postavljajo na stran teh, ki zagovarjajo obstoj Velike Britanije v Evropski uniji, zato bi bila finančna škoda v tem oziru precejšnja. Prav tako, če pogledamo, Škotska bi zelo verjetno izpeljala referendum, ker si želi obstati del Evropske unije, torej bi tudi politično oslabilo Veliko Britanijo. Brexit bi lahko sprožil val drugih podobnih dogodkov. Ne vemo, kaj bi se zgodilo s Katalonijo, ne vemo, kaj se bo zgodilo predvsem z Belgijo. Belgija je ena od najbolj tlečih nevarnosti, o katerih ne govorimo dovolj. Kako pa bi Brexit občutila Slovenija? Konkretno menim, da bi bila Slovenija mogoče med manj prizadetimi članicami Evropske unije. Prvo zaradi tega, ker je v bistvu neposredna trgovinska povezanost za Slovenijo relativno nizka. Enako tudi povezanost preko finančnega sektora relativno nizka, bil pa mogoče posredno negativni učinki, morda tudi zopet večji stroški zadolževanja za državo, vkolikor bi pač to pomenilo tudi večje tveganje za evroobmočje. Neposreden gospodarski vpliv in tudi siceršnji vpliv na Slovenijo ne bo prav velik. Mi za Veliko Britanijo nimamo zelo velikih in poglobljenih gospodarskih stikov. Čeprav nekaj naših ljudi seveda dela v Veliki Britaniji, tudi študira v Veliki Britaniji, ampak neposrednega vpliva za Slovenijo jaz ne vidim tako izrazitega. Kaj lahko pričakujemo? Je Brexit sploh mogoč? Mislim, da če bo Velika Britanija to naredila, bo naredila eno veliko neumnost in cel kup dogodkov se bo sprožilo, ki so nepredvidljivi. Velika Britanija bo ostala težek partner znotraj Evropske unije, znala si bo ustvariti poseben status, znala si bo obdržati nekaj lastnega prostora, vendar po mojem mnenju kot članica Evropske unije.